Čeprav je koncertni večer v naslovu napovedal eno samo pesem, je oktet fantov kulturnega društva Stična v dobri uri v dvorani Doma Partizana Mirni nanizal raznovrstne zborovske pesmi. Koncert so pevci začeli s cerkvenimi pesmimi. Mehka melodija molitve Oče naš v ruskem jeziku je najprej napolnila dvorano. Pevci, ki so se zbrali pred 8 leti, so največ peli o slovenskem podeželju, kot je nekdaj bilo, o naravi in seveda o dekletih. Če kritično ocenim, boljši smo bili, kot smo bili do sedaj na naših koncertih. Se pravi, lahko samo pohvalim. Je pa res, da imamo še ogromen potencial, ker umetnost je znanje iz vaj prenesti potem na oder. In to je tista srž umetnosti kot take in tudi jasno petja. Poseben užitek pred domačo publiko pet, ne. Zdaj, pač, kakor smo danes videli, jih je kar nekaj prišlo, tako da mislim, da se tudi kar dosti interesirajo za tole, kar mi delamo, ne. Na vajah se pevci, večina jih je iz Stične, trije pa se vozijo iz Trebnjega in Mirne, srečujejo enkrat tedensko, ob sredah. Prve pevske korake je usmerjala Jelka Pušlar. Tretjo sezono razširjeni sestav okteta vodi profesor Jože Korez, starosta slovenskega zborovskega in opernega petja. Se pravi, upošteva naše želje, ampak začetni izbor pa vedno prepustimo njemu. Ker tudi z tega pedagoškega vidika, ker smo pač še mladi fantje, on zna prave stvari poiskati zato, da lahko razvijemo nek volumen, neko harmonijo na odru, ker če si na začetku zastaviš prezahtevne pesmi, je težko potem delati na njih. Če pa začneš postopoma najprej malo lažje, fantovske, slovenske, ko so nam nekako položene v zibelko, potem pa lažje greš tudi na zahtevnejše primere, recimo ruski Oče naš, ki je strašno zahteven, ker je treba držati vokale dolgo časa. Pod vodstvom profesorja Koreza so tako pevci razširili svoj repertoar. Danes pojejo cerkvene, slovenske in tuje narodne umetne pesmi domačih in tujih avtorjev. Cvetje iz srca ti vzklija, pisem te zazvet milne sanje. Prav pesmi s solističnimi vložki so jim posebej ljube. Najbliže je moja solistična, meni osebno. To je Pelin roža, ker sem se ji veliko posvečal zaradi svojega sola vložka znotraj in moram priznati, da se tudi strašno lepo sliši. Tudi za uho je prijetno, za poslušalca. Ne morem pa mimo pravih klenih dolenjskih fantovskih pesmi, ki smo jih peli že kot mladi fantje. Pa imam rad te svoje solistične, tako da drugače pa nasplošno vse, kar delamo s profesorjem Korezom, mi vse ugaja, no. Tako da ne bi ne vem kaj izpostavljal, ne vem kjer pesmi, ampak vse je okej. Sistematično delo, podkrepljeno z jasnimi cilji, že kaže prve sadove. Novi se še obetajo, prav kmalu pa bodo praznovali 10-letnico. Vsekakor do takrat imamo v načrtu posneti zgoščenko. Nekaj od teh pesmi, ki smo jih zapeli danes, bodo tudi na njej. To je predvideno prihodnje leto, če bodo sredstva dopuščala. V letu 2014, se pravi ob 10. obletnici, pa planiramo obisk naših rojakov v Argentini. In priprave na obisk Južne Amerike so že začeli, predvsem pa z veliko ljubezni in predanosti pojejo. Tudi dolenjske narodne, ki na noge spravijo vsako publiko.